Živijo, dober dan, dobro jutro, kakorkoli, ali pa dober večer, če se bo zvečer to gledali. V glavnem, dolgo me ni bilo, tako da cajt je že, po mojem. Hello, evo, spet jaz. Po dolgem času, ja, vem, dolg ni bilo nobenega videa z moje strani. Ne zato, ker nisem želela, ampak dejansko zato, ker sem bila majčkeno bolj zasedena, oziroma takrat, ko sem bila prej, sem bila pač s svojimi sončki. Sprememba v življenju z moje strani je adijo pamet. V glavnem se še navajam, iskreno rečeno navajam se na ta način življenja, da imaš veliko časa, počneš lahko dejansko skoraj karkoli želiš, ker je 24 ur, dejansko 24 ur tistih, s katerimi pač jaz razpolagam, na način, kakor pač jaz želim, z prilagoditvijo seveda. Zdaj, če upoštevamo šolo, šolske obveznosti in tako naprej in tako nazaj, ampak časovno je pa tisto, kar je meni dejansko fali. Moram reči, da sem imela srečo, jaz že prej. Lahko priznam, jaz sem imela že prej srečo, da dejansko nisem bila odvisna od drugih, da so mi pač drugi določali, ne vem, urnik dela, koliko časa bom delala, kje bom delala, kdaj bom delala, pač ne. Tule sem imela v bistvu jaz srečo, da sem lahko sama razpolagala s tem, kdaj in koliko bom delala. Ampak fora vsega tega je, da pač, ja, enkrat sem slišala, težek je kruh privatnika, ne. Ja, se strinjam. Zdaj, če želiš uspeti, če želiš biti dober, če želiš imeti pač več, kar dejansko vsi strmimo k temu, da gremo na več, na boljši, na čim več, je mene pripeljalo do tega, da mi je zmanjkalo časa zame. Dejansko sem bila psihično že kar malo bolj utrujena in kje sem bila jaz? Jaz, kot jaz osebno, čas zame, ki ga dejansko ni bilo, ne, pa vsak, pač večina, ne, večina razmišlja o tem, saj zdaj, če si na svoje, če imaš svoje, imaš čas zase, lahko sama pač razporejaš svoj urnik, svoj delovnik, uživaš, tretje gore, dole. Ne, ni res. Žal ni tako, zaradi tega, ker če želiš pač uspeti na področju, kjer si odvisen samo od tega, je težko. Je težko zaradi tega, ker dejansko imaš pač samo dve roki in funkcionirati morata vedno. Bolniške pač bog ne daj. Dopusti ja in ne, rabiš ga, ampak ne moreš si ga privoščiti. Ne moreš si ga privoščiti, pa ne zaradi financ, ampak zaradi dela. Ker če to pustiš, pol veš, da vprašanje, kako bo, ko prideš nazaj. Ali bo še vedno toliko dela, kakor sem ga pač imela prej. Če želim podelati toliko več, je fora v tem, da sem pač delala tisti mesec pred dopustom bolano preveč. In kaj se je poznalo? Poznalo se je na meni. Poznalo se je na meni, da sem bila preveč utrujena, telo je začelo kazati pač znake odklopa. Odklopa na tak način, da me je bolelo dejansko čisto vse, kakor da bi bila stara že ne vem koliko let. In moje razmišljanje
tem trenutku je bilo, a si res želim imeti tak life do penziona. Ker itak ne vem, kdaj bo, ne? Itak ne vem, kdaj bo, glede na to, da se vse toliko spreminja, da gre vse toliko ne vem kam. In ne želim biti polomljena, razdrta psihično in telo razpada, v narekovajih. Ne, tega ne rabim, tega res ne rabim. Ga ni denarja, ki bi lahko zamenjal čas, ki ga lahko preživiš z svojo družino. Lej, ga ni. Družina je zdaj tisto, kar jaz v tem trenutku doživljam. Pač otrok je moj, je prav, da sem jaz z njim. Merkali so moje otroke. Super, odlično, nič nimam za pripomniti. Ampak kje sem bila jaz? Kje sem bila jaz? Jaz sem bila dejansko v službi. Dan od jutra do mraka za dnem. A je vreden? Ni vreden. Res ni vreden, ampak to vidim zdaj. Ko ti enkrat zamenjaš, ko enkrat prideš iz ene faze v drugo fazo in ko vidiš, da nič ni vreden tega, da nič ne more zamenjati čas z otrokom, čas, ki ga lahko uživaš sam s sabo najprej, ga ni denarja. Res ga ni denarja, da bi v tem trenutku še kdaj šla na to, kar sem bila. Pa mi ni bilo tako, bom rekla, hudo, vem, da je marsikomu še težje, ampak pri vsem tem se vprašam, zakaj to počnem. Mislim, toliko je enih variant, toliko je enih opcij, da pač živimo drugače, da živimo, ne živimo drugače, ampak dejansko, da živiš, da je pač tisti dan, ki nam je dan, tiste minute, ki jih imamo, da jih imamo zase. Ne vemo, kaj bo čez 5 minut, ne vemo, kaj bo čez en dan. Mi pa mečemo svoj čas v kaj? V delo, v odsotnost, v psihično polom. Zakaj? Zaradi materialnih dobrin. Ne morem drugače reči. Kje smo pa mi? Kje smo mi? Zato, da imamo mi ful hud avto, je treba delati zelo veliko. Zato, da smo mi, ne vem, v ful hudi bajti, je treba fajn delati. Zato, da greš lahko na ne vem kakšen dopust, je treba ful hudo dobro delati. In potem, če je tvoj del tak, da si ti odsoten od jutra do mraka, se potem jaz v tem trenutku, prej se pač nisem, vprašam, ali je vredno, da imam jaz ta ful hud avto. Mene ni. Je to ful hudo bajto in mene ni. Komu? Ne? Komu je potem takole ta bajta in takole ta avto? Jaz ne vem, jaz ne razumem, kaj sem jaz, evo jaz prva, razmišljala še nedolgo nazaj. Ne razumem. Enostavno ne razumem. V glavnem, ja. Point vsega tega življenja, ki nam je dan, v tem trenutku, ki ne vemo za koliko časa, in prav je, da ne vemo, ker če bi vedeli, bi bilo še huj, da pač v tem trenutku, ki nam je dan, dejansko uživamo na način, ki nam ustreza, brez prilagoditve, brez tega, sej bo, še 2 meseca podelam, pa je dopust. Še par let podelam toliko, pa bo pol ne vem kaj.
še toliko in toliko let, pa je pol penzija. A res? A si ziher? A si ziher, da imaš te 2 meseca, da imaš še teh nekaj, ne vem, let in da tvoje telo bo zdržalo še pač toliko let in tudi če tvoje telo, upam, da zdrži, penzion. Kaj imaš takrat? Ponavadi je zdravje takrat že ubogi, res realno ubogi. Zgarani, možgani že čisto na off in par let penziona uživati. Zakaj čakati? Ne razumem. Penzion. Zakaj je ta naziv penzion? Zakaj čakati naziv penzion? Pač takrat ne hodiš v službo, se ne matraš, samo kaj pa lahko živiš takrat, ker dejansko verjamem, da večina ljudi bo fizično že čist katastrofa. Sploh v takem delu, ki je prevečini. Fizično podelan človek je za moje pojme brez življenja. Brez življenja. Ampak zakaj si to dovolimo? Ne vem, tako kot sem že prej rekla, jaz pač ne razumem sebe, kaj je bilo z mojimi možgani, da pač greš in počneš to non-stop, dan za dnem, saj gre. Neha se, slej ko prej se neha, tako da za moje pojme, dajte malo prej začeti razmišljati o tem, kaj dejansko želiš v življenju imeti, kaj dejansko želiš doseči, pa ne čez par let, ampak zdaj. Dejansko zdaj, kako želiš živeti, kaj želiš doživeti, kje želiš biti ti, ampak ti kot ti, ne finančno, ne kaj bi pač imela, ampak kje želiš biti ti, tvoj telo, tvoja glava, tvoje razmišljanje, kje ti želiš biti. Jaz verjamem, da ne tam, kjer nas čaka, če bomo šli s takim tempom naprej, kakor sem ga pač jaz imela še nedolgo nazaj. Tako da, dragi moji, fajn premislite, kaj želite, kje želite biti in kaj delate za to, da pač to spremenite, ker se da. Tukaj sem. Živi dokaz, da se da. Da se spremeniti, da se uživati, da se živeti, imeti življenje na drugačen način, kakor mučenje. Tako da uživajte življenje dan za dnem, kjer se da. Fajn bodite, to je to od mene danes.